Dobro vprašanje, kdo si je izmislil tega, skoraj še nihče ni vprašal. Socialna akademija je v bistvu ena nevladna organizacija. Ta beseda nevladna organizacija ali pa civilno-družbena organizacija je danes kar zaznamovana z raznoraznimi pogledi. V osnovi gre pa za to, da nekaj ljudi pride skupaj in skuša narediti svet boljši na nek način. Zdaj, različne nevladne organizacije delajo svet boljši na različne načine, ne vem, Karitas, Rdeči križ pomagata ubogim, nekateri se ukvarjajo z življenjem, nekateri z migracijami, nekateri z mladimi in tako naprej. In Socialna akademija se pa ukvarja s tem, da bi v družbi vsi živeli bolje. Gre za državljansko pismenost, za državljansko vzgojo, ampak v najširšem smislu te besede. Ne le za to, da vemo, kaj je demokracija, kaj je država in tako naprej. Tudi to, ampak biti odgovoren in aktiven državljan je še nekaj veliko več. Odgovoren ali pa aktiven državljan je tisti, ki je razgledan, ki gre tudi v kakšne druge kraje, si pogleda, kako drugje živijo, ki čuti Slovenijo v svojih žilah, čuti tudi Evropsko unijo kot svojo neko širšo skupnost, pol milijarde ljudi veliko, ki ji pripada. In saj veste, v šoli so nas učili določenih oblik aktivnega državljanstva, tisti, ki so starejši, so imeli še take malo posebne oblike aktivnega državljanstva v šoli, tisti, ki smo bili v 80-ih v osnovni šoli, smo imeli neko mejno obliko, pa potem kasneje, ampak v resnici pa, če smo čisto odkriti, nas nihče zares dobro ne uči, kako v družbi živeti. Da bi znali razumeti novice, da bi znali prepoznavati, kaj so lažne novice napram resničnim. Vse take kompetence, vse take veščine, vsa taka znanja lahko v bistvu ponuja Socialna akademija, ampak ne preko šolskih klopi, ampak veliko preko izkustva, preko tega, da skupaj kaj naredimo, preko tega, da si kaj preberemo, imamo bralne klube, imamo mladinske izmenjave, imamo različna tudi izobraževanja neformalna, kjer so zelo dinamična, so zelo take zanimive vaje, imamo socialni teden in še mnogo drugih stvari. Ja, politika je tista stvar, ki nekako sodi k aktivnemu državljanstvu. Te se pa pravzaprav v zadnjem obdobju zlasti še pri nas, v našem prostoru, zelo grda stigma drži, da je to nekaj, kar ni za nas, kar ni za običajne ljudi, če si na kateremkoli delovnem mestu takem, ki je bolj povezano z ljudmi, to ni dobro. Vi se verjetno s tem ne boste strinjali. Absolutno, res je. En izrek celo obstaja, ker ne vem, ali se z njim strinjam ali ne, je pa gotovo posrečeno zapisan, da če bi volitve lahko kaj spremenile, potem bi jih že zdavnaj ukinili. Se seveda ne strinjam s tem izrekom. Namreč volitve lahko kaj spremenijo, daleč od tega pa, da so volitve edina stvar, ki lahko kaj spremeni. Marsikaj lahko spremenimo in vse to je politika. Politika je v enem možnem smislu s tem, to, kar nas, bom rekel, šopajo mediji, zelo, zelo izkrivi našo sliko politike. Politika je tudi to, a bo pločnik po naši cesti ali ne bo, kje bodo ležeči policaji, kako se bodo urejale, kaj bo v našem vrtcu, ne vem, kakšna bo prehrana v našem vrtcu. Politika je to, a bojo naši otroci v vrtcu hodili vsak dan ven, tudi v dežju ali ne. Vse take splošna družbena skupna vprašanja sodijo v politiko in vsak človek je poklican k politiki. Seveda pa ta visoka politika se pa potem včasih nekoliko izrodi. Ampak če bi državljani še več se zanimali, se brigali v narekovajih, bi pač bila tudi ta visoka politika boljša. Se pa brigamo nekateri malo manj in potem imamo, kar imamo. Ja, vendarle mi niste odgovorili na vprašanje, kdo si je izmislil Socialno akademijo. Dobro vprašanje, res hvala, se opravičujem. Nastala je kot nekako združevanje dveh društev. Eno društvo so bili slovenski katoliški izobraženci in to so bili društvo, kjer so večina ljudi je bila starih 60+. Potem smo bili pa še eno mlado društvo, ki je delovalo po Don Boskovi karizmi. To je pa bilo društvo Mladinski ceh na Rakovniku, še obstajata obe dve društvi.
In mi smo bili pa vsi takrat 30 minus. To je bilo leta tam 2004 smo uradno nastali, združevanje je pa potekalo nekoliko prej oziroma proces skupnega ustvarjanja. In ko prideta dve taki generaciji skupaj, mladi pod 30 in pa odrasli nad 60 let, je ta proces zelo zanimiv. Namreč te odrasli so prej poslušali modre može, Škofa Stresa, pa Staneta Granda, pa razne ekonomiste, pa razne domovinske ljudi in tako naprej. Medtem ko mi mladi smo pa po Evropi hodili, pa se šli neformalno izobraževanje s tistimi didaktičnimi kovčki, pa veliko nekih iger, pa oratorije, pa skavte, pa tako naprej. In to dvoje združiti je po svoje velika umetnost, po svoje lahko pa zelo veliko tudi da. Prav to sem vas nameravala vprašati, kako pravzaprav zdaj to medgeneracijsko, včasih smo rekli konflikt, ne, ampak je boljše, če rečemo sobivanje. Kako deluje pri vas? Kako pravzaprav funkcionirate? Ja, v ekipi smo od mladih do skoraj že tretjega življenjskega obdobja v najožji ekipi, da ne govorimo o prostovoljcih, ne, ki so itak od mladih pa do najstarejšega življenjskega obdobja. Potem uporabniki pa tako ali tako. So pač različni programi za različne ciljne skupine in starosti. Seveda en od kriterijev ni pa samo starost. Velikokrat se pa na istem dogodku srečata 20-letna pa 70-letna oseba in je ponavadi, se veste, ne, imamo vsak po dve ušesi in samo ena usta. Ne. Torej poslušati moramo dvakrat toliko, kot pa govoriti, in če to pravilo upoštevaš, se praviloma od drugega lahko hitro nekaj naučiš. Ne. Je pa velikrat skušnjava, bom rekel še posebej pri starejših, da bi radi več poučili, povedali, kot pa poslušali. Ne. Jaz sem zdaj tukaj nekje vmes, sem lahko nek mediator. Mladi pa, da ne bi sploh nič poslušali, ampak po svoje naredili, ne pa po teh zastarelih vzorcih. Malo je treba iti iz cone udobja in poslušati, kaj ti zares drugi v globini pove in zakaj, zaradi katerih življenjskih izkušenj ti to govori in ali je možno, da mi te njegove življenjske izkušnje še pridejo prav. Ne. Ko sem jaz odraščal v 80-ih, recimo, 70-ih, konc 70-ih, 80-ih, so vsi govorili o drugi svetovni vojni, ne, in za nas to ni se zdelo relevantno, ne, ampak glejte, smo imeli pol vojno še v Sloveniji leta 91 in spet jo imamo na evropskih tleh, ne. Tako da se zgodovina ponavlja in tudi izkaže se, da zdaj, ko tretje življenjsko obdobje, te, ki so preživeli drugo svetovno vojno, ko so že v veliki meri odšli z tega sveta, ne, da se pač ponovno kažejo neke, bi rekel, silnice, ki bi lahko zakuhale kakšen večji konflikt na evropski celini. Ne. Tako da vidi se, da ko neko znanje izgine, se ponovno vrnemo na tisto isto točko. Ne. Ja, zgodovina se običajno ponovi, če je generacije, ki so takrat aktualne oziroma prisotne, ne znajo analizirati, bomo rekli. Ja. Govorili ste, da je zelo dobro, če jezik ne prehiteva možganov, ne, v vseh generacijah, pri mlajših in starejših. Me pa vendarle zanima, kdo se vam vse lahko pridruži? Imate kakšne kriterije, kakršnekoli selektivne pristope, metode? Pridružiti se Socialni akademiji, mi nismo članska organizacija, ne pomeni, da postaneš član Socialne akademije, ampak imamo pač različne dogodke. Pridružijo se lahko prav vsi, seveda pa nekaterim bo naše delo všeč, drugim pa ne bo všeč. Ne. To je logično, mi smo odprti za vse, ampak seveda pa imamo določeno istovetnost, določeno identiteto, ki pač na podlagi katere skušamo delovati. In ta identiteta se nekako s humanizmom in z personalizmom veže. Se pravi, nismo preveč liberalni v smislu, da je sam posameznik, svoboda in tako naprej. Ne? Nismo tudi preveč na drugi strani političnega spektra socialistični, v smislu vse samo skupno in nobene svobode posameznika, ne? Ampak temeljimo na dostojanstvu vsake človeške osebe, to je naša prva vrednota, tako da tisti, ki jim je ta nazor recimo blizu, ali pa tudi, če jim ni, pa bi radi stopili v dialog, a ne? Se vsi lahko pridružijo. Vstopno mesta so pa razni dogodki. Jaz bi v bistvu predlagal najbolj, da ali na Facebook kanalu nas, na Facebook strani naši nas spremljajo, tisti, ki jih to zanima. Še bolje je pa, da se naročijo na naše spletne novice, na spletni strani obrazec in se vpišeš in potem prejmaš
e-naslov. Mislim, prejmeš enkrat na teden spletna obvestila in vidiš razne dogodke, videe in možnosti za potovati kam v tujino, možnost za priključiti se kot prostovoljci in tako naprej. Ni enega samega delovnega mesta ali pa ene same poti za pridružiti se socialni akademiji. Dobro slišati. S čim se ukvarjate zdaj v tem času? Trenutno smo ravno ta vikend, ko to snemava, pretekli vikend smo prenovili celostno grafično podobo socialne akademije, tako da zdaj imamo popolnoma nova oblačila in upamo, da bodo gledalcem všeč. Potem so pa še par velikih stvari. Ena velika stvar je recimo socialni teden, ki se približuje v sredini novembra. Tema bo Počimo mehurčke in bo na temo medkulturnega dialoga. Torej, kako po eni strani ne biti kar odprt za vse in vsakogar in izgubo vsake identitete, ampak po drugi strani pa vendarle stopati v isto neudobje, v medkulturni dialog. Potem ena zelo velika stvar je, ki se zdaj začenja, je projekt Težke teme. To bomo razvijali prav eno spletno aplikacijo za dialog med političnimi nasprotniki, v smislu tega, da vsak bo rešil en vprašalnik in potem te bo dal s človekom, ki je najbolj stran od tebe in bo šel z njim na kavo, najbolj stran po stališčih. Potem ravno danes potuje ena naša skupina na Norveško, kjer se učijo, gledajo učilnice v naravi, kako to Norvežani delajo, in bomo 2 šolama gorenjskima pomagali postaviti učilnice v naravi. Potem je pa še ena stvar, na katero sem tudi osebno zelo ponosen, ker se zelo angažiram, je pa portal razgledan.si. To je pa portal z lekcijami iz aktivnega in odgovornega državljanstva, kjer so v bistvu te teme, kot so, kaj je populizem, kaj je pravna država, kaj je sodna veja oblasti, kaj je demokracija, kaj so mednarodni odnosi, kaj je Organizacija združenih narodov in podobne. Takih 70 lekcij smo definirali, doslej jih je objavljenih 21. Smo res veliko časa in sredstev na nek način tudi vložili v to, da so te lekcije enostavno razložene, da res lahko vsak, recimo čist primer beseda populist. To danes vsak uporablja besedo populist, ampak kaj to zares pomeni? Greš tja, si v 5 minutah prebereš in štekaš, kaj to populist je. Torej to je pa portal razgledan.si. Jaz mislim, da bova gotovo še večkrat klepetala že na kakšno temo. Za tokrat pa, gospod Matej Cepin, obilo uspehov Socialni akademiji in do naslednjič. Ja, hvala z veseljem in res hvala, da ste nas povabili na vašo televizijo. Vidim, da se trudite na podoben način kot mi in take pobude, ki klijejo pod velikimi drevesi, se moramo vedno skupaj držati.